nadvse spoštovani, dragi in cenjeni gledalci, verni in neverni. V današnji oddaji Na robu znanega se bomo lotili posebne teme, ki bi naj pomagala prav današnjemu človeku v iskanju Boga. Zbrali smo se ljubitelji del Marije Valtorte, mistikinje, ki je po navodilih in skoraj da na reku pisala knjige in kar vse še bomo povedali, in je v duhovno pomoč milijonom ljudi in jih vodi v duhovni odnos z Bogom. Današnji gostje so dr. Ivan Pojavnik, naš stari znanec, gospod teolog Tone Zlosel, ki je veliki promotor Marije Valtorte, in pa gospod Matej Bergant, ki je sedaj prevajalec knjižic Marije Valtorte, ki opisuje različne teološke teme, pa tudi teme današnjega časa. Spoštovani gostje, prav vsi lepo pozdravljeni. Torej, spoštovani gostje, raz bi vas vprašal, pa bi kar začeli pri ta zadnjem, ki smo ga predstavili. Gospod Bergant, kdo je za vas Marija Valtorta? Ja, kot ste omenili, Marija Valtorta je po nareku Jezusa zapisala več kot 15.000 strani, ki opisujejo čas od rojstva Marije pa do njenega nebovzetja. Zelo nazorno prikazuje Jezusovo delovanje, v svojih delih opiše še res podrobno in veliko širše, kot je zapisano v Svetem pismu. Jezusovo življenje in njegove delovanje lahko gledamo, kot da bi gledali en zanimiv film. Spoznavamo res veliko božjih resnic in to so zame res najlepše knjige, najbolj bogate knjige, ki sem jih kdaj prebiral. Gospod Tone, kaj je za vas osebno Marija Valtorta? Ja, za mene osebno je čudovito branje zelo lepih zgodb, ki pravi, da jih je videla kot v filmu, in ona piše zraven in potem Jezus poleg nje in ji govori in popravlja to, tako napiši to, tako napiši, tu boš stavila to zgodbo, tu boš to zgodbo stavila zraven nje in ji lepo govori, komentira. To je neverjetno, da se lahko človek tako z Jezusom pogovarja. Naprimer, ko Jezus vstane od mrtvih, pride ven z groba in najprej njo pozdravi, naprimer, taka zgodba. Ja, torej vam to pomaga, kaj je nekaj čudovitega za vas? Gotovo, mi pomaga in bolje mi pomaga razumeti Sveto pismo. Ona me še bolj navdušila nad Svetim pismom. Ker jaz sem bral Sveto pismo, pa odkar sem njo bral, potem še z večjim žarom berem Sveto pismo. In še to bi povedal, vas lepo pozdravlja izdajatelj knjig, torej Jezusovega življenja, gospod Vital, priimka ne vem. On mi je povedal, da je Valtorta prevedena v 44 ali 45 jezikov in slovenščina tudi, sedaj je prišla tudi v slovenščino. On je tiskal knjige, tu so pred nami 19 knjig o Mariji Valtorti, gospod tu pa prevajajo še drugi del, to so kvaderni. Hvala lepa. Gospod Pojavnik, kdaj ste se pa vi prvič, če smem vprašati, ker zdaj bolj osebno sprašujemo, kdaj ste se pa vi prvič srečal s knjigami Marije Valtorte? Da, to je bilo v Rimu, ko sem bil študent v Rimu, sem obiskal neko majhno trgovino blizu Trga svetega Petra in tam je bila neka gospa,
ki je bila duhovna hčerka svetega Patra Pija, no, ona je imela te knjige. In tam sem naletel na te knjige in potem sem vzel te knjige, ko sem študiral teologijo in potem sem nepretrgoma bral te knjige, ker so bile tako zanimive, da nisem mogel nehati. Pravi, vas se te knjige tako pritegnile in so vam pomagale celo pri vašem študiju oziroma osebni veri. Ja, lahko rečem, da tudi jaz osebno sem se srečal z deli Marije Valtorte v bogoslovju, ko smo z gospodom Tonetom skupaj študirala. Gospod profesor je bil naš profesor in moram priznati, da sem zelo užival v teh knjigah, ki sem jih bral. In lahko povem en primer, eno pričevanje. Torej, en dan, mislim, da pa en drugi ali tretji letnik, nisem mogel ne moliti, nisem mogel brati Božje besede, nič mi ni pomagalo, tako v takem duhovnem pritisku sem bil. In potem sem vzel knjigo Marije Valtorte, ki sem imel tam v sobi, in sem imel torej tako kot neko doživetje, kot da bi moja duša skočila ven do te knjige in naredila en ugriz, tako kot mi recimo jemo sendviče. Sicer sem ta pravi za tako primerjavo. Torej, ko jemo sendvič in smo lačni, tako je moj, kot da bi iz mene nekaj skočilo do tiste knjige. To se mi je zgodilo enkrat v življenju, ne znam tega razložiti, ampak nedvomno sem si to tako razlagal in sem tudi dobil kot neko tolažbo, da je v tej knjigi tolažba za mojo dušo. In prav to bi radi mi danes za to oddajo vsem našim gledalcem in prijateljem približali te knjige, da bi bile hrana za njihovo dušo. Kaj pa, če bi sedaj nekaj povedali o Mariji Valtorti, se pravi, ne vem, kdaj se je rodila, kdo kaj ve, koliko del je napisala, pa mogoče iz njenega življenja, gospod Tone, vi poznate kaj iz življenja Marije Valtorte? Ja, poznam, da je bila pač gospodičnost, bili so kar dobro situirani oni, oče je bil oficir, mati je bila profesorica za francoščino. V katerih letih približno je živela? Rodila se je 1897, takrat ko moja stara mama, in je umrla je pa 1961. Hvala. Se pravi, ona je potem živela normalno življenje, je bila dobra učenka, veliko je študirala, mati jo je priganjala, dobesedno je rekla, da moraš študirati še, pa še je rekla, pa še to, pa še to, pa še to moraš. In potem je živela kot gospodična mlado dekle in ko je šla nekoč po ulici, je neki revolucionar z neko železno šipko udaril po hrbtu in takrat je zbolela zelo in je pristala na postelji, bila koliko 28 let nepokretna. Upam, da sem prav povedal. Tako, ja, hvala. Ja. Hvala lepa. Gospod Matej, bi vi kaj dopolnil teh zgodovinskih resnic o Mariji Valtorti? Kot ste omenili, živela je od 1897 do 1961. Te spise je začela pisati za drugo svetovno vojno med letom 1943 in 8 let, da je pisala. 28 let je bila priklenjena na posteljo, ker njena goreča želja je bila, da postane duša žrtva. Se pravi, da se Jezusu daruje v trpljenju in v ljubezni. Lepa. Gospod Pojavnik, boste še vi kaj dopolnil v tej sliki, ki jo sedaj sestavljamo o Mariji Valtorti? Se vem, da je bilo še veliko zapovedati, ampak toliko preprosto za gledalce, da si naredijo eno približno kompletno sliko o tem, ki je pomembno sliko za njihovo življenje o Mariji Valtorti. Bi vi še kaj izpostavil? Da, tukaj bi omenil, da
zgodovinski okvir, da ona je začela pisati v drugi svetovni vojni, sredi druge svetovne vojne leta 1943. In kot je rekel papež Pij XII, ta druga svetovna vojna je pahnila človeštvo v brezno in je pokazala tudi, v kakšnem stanju so bili krščanski narodi v Evropi. Torej, največja pomanjkljivost je bila ravno pomanjkljivo poznavanje evangelija. Zaradi oddaljevanja oziroma odmika od evangelija je prišlo tudi do teh svetovnih vojn. To pomeni, da v krščanskih narodih je bilo zelo pomanjkljivo poznanje Kristusovega evangelija in tudi teološke šole so bile šibke, zaradi tega, ker v zadnjih stoletjih oziroma v novem veku je zelo upadlo tako imenovano apostolsko izročilo ali sveto izročilo, ki je bilo zelo bogato pri cerkvenih očetih. Cerkveni očetje je ogromno bogatstvo pri razlagi evangelija, ker oni so povezovali razlago evangelija stare in nove zaveze. Tega v novem veku ni bilo več, to je izgubljeno. Mi tega nimamo, zato smo postali tako šibki, tudi teološko šibki, ker ni več oziroma je premalo navzoča ta globalna razlaga Kristusovega evangelija po teoloških šolah. Zato je to delo, ki je bilo dano iz nebes, torej je skušalo in skuša popraviti to pomanjkljivost, v kateri se nahajamo vsi, namreč premajhno poznanje večnega evangelija, Kristusovega evangelija. Gospod profesor, bi vas vprašal še naprej, kaj pa vi ste omenili, da bi poznavali bolj evangelij? To je zelo zanimiva vaša ugotovitev. Ali ste vi ugotovili v teh pisnih evangelijih, ki jih imamo, 4 evangelijih, in pa v delih Marije Valtorte, ste vi odkrili kakšno nasprotje med recimo trditvami evangelijev in pa trditvami Marije Valtorte, predvsem v naprimer tem delu o spev o Bogu človeku? Ste videli vi kakšne razlike, kakšna nasprotja? Torej niso nasprotja, niti oddaleč ni nobenih nasprotij. Pač pa to, kar najdemo v tem delu, je sem videl veliko sozvočje z nauki cerkvenih očetov, ki so v glavnem pozabljeni. Torej, cerkveni očetje imajo veliko je razlage o evangeliju, bodisi recimo, ko sveti Hieronim komentira preroka Izaija, 18 knjiga. Torej, tukaj je veliko evangeliju, kar potem najdemo tudi v teh spisih, v tem delu o Bogu človeku. To se pravi, stopiti v globino evangelija. To je pri cerkvenih očetih. To manjka v današnji teologiji, torej zato je to delo zelo pomembno za poznavanje evangelija, ker je v skladu z naukom cerkvenih očetov in potem tudi cerkvenega učiteljstva. Ni nobenih nasprotij, ampak gre za neko dopolnitev, pomoč iz nebes. Gospod Tone, vi ste prej omenil, da imamo v slovenščino prevedeno vso serijo knjig Marije Valtorte, in sicer Spev o Bogu človeku, ki je njeno glavno delo. Prej ste omenil, da je tu koliko knjig? 19 je. 19 knjig prevedenih v slovenščino. Ja. In zdaj vas vprašam, ko ste tudi prebirali, ali ste vi naletel na kakšno nasprotje med evangelijem in pa temi zgodbami, ki opisujejo pravzaprav evangeljske zgodbe, mogoče malo bolj na široko. Ampak če opisuje na široko, hočem reči samo, če ste našel kakšno nasprotje, da ni isto. Ja, nasprotje ne samo. Tukaj govori še veliko o drugih ljudeh, ki jih v evangeljih recimo ni, ali pa so bežno omenjeni. Tukaj pa se razkrivajo vse njihove zgodbe o teh ljudeh, ki nastopajo v evangeliju tudi, nekateri pa ne nastopajo. Recimo, sin Tiho omenja
Pavel, ki je Apostol Pavel omenja Sintiho. Ja, in tu vidimo pa celo zgodbo njeno Sintiho. A tu pa je cela zgodba, v evangelijih pa je cela zgodba. cela Ime zgodba. Sintiho pomenja, ne? Sintiha. To je bila služnja rimska, ki je pobegnila od gospodarja in je prišla k Jezusu. In Jezus je za nekaj časa poslal k Lazarju. Lazar se je skoraj zaljubil v njo, pravi Valtorto, in potem je rekel Jezus, ja, ampak ona bo jo dobil Jezus. Je odgovoril Lazarju na to njegovo izpoved ljubezni. Lazar je to Jezusu povedal. Torej, vi niste odkril nobenih nasproti, ne? Ker nekateri bi rekli, jaz pa to ne bral, ker je to nasprotno recimo našemu evangeliju. Gospod Matej? Samo še to. Evangeliji so, ne vemo, da so kratka obnova tega, kar vse je Jezus storil v svojem življenju. No? Tu imamo pa nekaj prikaz, kaj naj bi Jezus še več od tega storil. Imamo še, na primer, duše teh glavnih akterjev evangelija, torej Jezusa itak, potem Petra, pa Juda Iškariota zelo psihično obdela, kako je prišlo do tega, da se je on pogubil. To je Valtorta, zato ni dvoma, evangeliji tudi govorijo to. Potem Janeza, Jakoba Alfejevega, Jezusovega bratranca, pa tako naprej. In druge, Simona Gorečnika jih zelo konkretno opiše, kakšne so bili to ljudje. Pa tudi njihove slabosti opiše, naprimer. Ja. Potem druge ljudi, ki jih ni v evangelijih. Gospod Matej, kako vi ocenjujete to primerjavo pisnih evangelijev Marko, Mateja, Luka, Janeza in pa spise Marije Valtorte, spev o Bogu človeku? Sta naletil na kakšna nasprotja ali pa se vam je zdelo to obogatite oziroma kaj je vas obogatilo, ko ste brali ta evangelij? Jaz sem se srečal s temi knjigami med študentskimi leti, ko sem študiral. In do takrat Sveto pismo sem bolj bežno, bi rekel, bral, nisem znal meditirati, ni me tako pritegnilo. Medtem ko skozi te knjige, ki sem jih začel prebirati, Sveto pismo se mi je zdelo kot nekako povzetek, kot neki pomni. Ne? In s tem sam nisem tako si znal kaj dosti početi. Kot en tak primer bi navedel, naprimer, ko v Svetem pismu piše v 2 stavkih, kako je, naprimer, ravno Matej, ne? Ko ga je Jezus povabil, kako je on bil poklican med apostole. Tam piše, da je Jezus pristopil pač do mitnice in rekel, Matej, hodi za menoj, Matej je vstal in šel za njim. Ne? Tako bi rekel. Ampak v Valtorti pa to res doživiš, kaj so to ozadje, ki se tu dogajale. Naprimer, Jezus je večkrat imel svoje govore, verjetno namenoma, v bližini, kjer je bližini njegove mitnice, da ga je Matej lahko poslušal. V Mateju je začelo goreti ta želja po Jezusu. Vedel pa je, da je pač njegova služba, grešen človek, ni primeren za, bi rekel, da bi se lahko Jezusu pridružil. On sanjati ni mogel o tem, da bi želel si je, ni pa mogel verjeti, da bi se lahko kaj takega zgodilo. Ne? In njegova želja je res s časoma gorela. In ko ga Jezus, seveda Jezus je to vedel, in ko ga Jezus res prišel do njega in mu, tako kot piše v Svetem pismu, res poklical, je on, mislim, kot da bi, ne vem, zadev loto, ne vem, milijardo. In potem je res, ker je v njemu gorela ta želja po Jezusu, je res takoj vstal in pustil. Ne moraš to drugače kar vstati, pa vse pustiti za sabo, če res nisi pripravljen in nimaš res neko gorečo željo, da bi to storil. To je samo en tak primer, kaj ti Valtorta da, da res spoznaš tudi vsa ta ozadja in vso to širino evangelija. Kako sem jaz bil šokiran, ko smo bili v Jeruzalemu in smo bili v cerkvi Božjega groba, ki je tudi cerkev vstajenja Gospoda Jezusa Kristusa. In potem od spodaj na desni strani pridemo do oltarja in sicer do oltarja
rimskega stotnika, v katerem mi beremo v evangeliju, rimski stotnik je rekel resnično, ta je bil Božji sin. In v Valtorti pa ima ime ta stotnik. In temu stotniku je ime Longin pri Mariji Valtorti. In jaz sem bral te spise o Longinu, potem in tako naprej, in pridemo v Jeruzalem in tam vidim oltar stotnika Longina. Se pravi, kot svetnika, priprošnika pri nas, za nas. In sem rekel, poglej, to sem pa zasledil samo pri Mariji Valtorti. To ime Longin. Nikjer drugje, v evangeliju ga ni. In potem sem pa bil še šokiran, ko sem videl, da je v baziliki svetega Petra v Rimu prav tako Longinov oltar, svetniški, posvečen svetniku, njegovi priprošnji, v rimski baziliki svetega Petra, mislim, da tako na desni strani, je Longin, katero ime sem jaz edino zasledil pri Mariji Valtorti, in to je bilo za mene šok, da kako je to resnično, kako so ti spisi resnični. Torej, to je moja izkušnja. Gospod profesor, pa bi vas vprašali sedaj, glede na evangelije, ali so te potem zelo bogate Jezusove razlage, ki jih žal v naših slovenskih prevodih ni, razen v prevodu trpljenja, ali so te Jezusove teološke razlage lahko v pomoč nekomu, ki bo bere ali bo bral te knjige, so mu lahko pomoč pri razumevanju našega razodetja, ali so te bogate, ali so točne, teološko pravilne? Da, te teološke razlage so popolnoma pravilne, gotovo. Torej se ujemajo z naukom cerkve, pa tudi zadnjih papežev, zlasti Janeza Pavla II., ki je zelo komentiral torej evangelije. Ampak tukaj bi omenil tudi en dogodek, kakor ste vi omenili, recimo 2 učenca, ki sta bežala iz Jeruzalema v Emaus. V evangeliju imamo ohranjeno eno ime, kako se je imenoval eden izmed teh učencev. Potem pri Origenu, ko sem bral Origena, torej ima imena obeh učencev, ki se ujema s tem, kar je pri Mariji Valtorti, to se pravi, se ujema. Imeni sta isti, ne? Torej, tukaj še mnogo drugih podrobnosti je pri cerkvenih očetih, ki jih mi več ne poznamo, ampak oni so globoko poznali apostolsko izročilo. In to se ujema, ne? Zanimivo, kako se ujema z Marijo Valtorto. To ni mogoče, da bi neki človek to sam po sebi si izmislil, nemogoče. Mogoče še jaz en primer povem, ko sem bil tudi šokiran, namreč Turinski prt, ko Marija Valtorta vpraša Jezusa, ali je Turinski prt resničen, in pravi, poglej, mislim, da na levo roko, poglej, da je izpahnjena na Turinskem prtu, ne? Da je izpahnjena in da kje je tista luknja skozi dlan, da je nekje bolj od zgoraj, pravi, to pa je tisto, kar sem jaz razlagal, kaj se je z menoj dogajalo, ker tiste luknje na križu niso točno pasale, ne? In so mu roko izpahnili, in enako je na Turinskem prtu tudi roka izpahnjena, in ona razlaga, potem seveda iz te svoje knjige trpljenja razlaga to podrobnost. Tako da smo zdaj zaenkrat več ali manj kot neko pričevanje vsi povedali en takšen dogodek, če pa ima mogoče še kdo kakšno takšno pričevanje o tem, kar ga je nagovorilo, pa prosim še lahko pove. Ja, jaz bi. Ja, izvolite. No, se spomnim, so šli učenci, Jezus učenci iz enega kraja v dežju, v hrdem vremenu, tam jih ni hotel nihče sprejeti, ali niso mogli, ne vem zakaj, in so šli nekam skozi gost in tam naletijo na neko hišico nekega človeka, ki je tam sam živel,
in so ga prosili, če jih sprejme pod streho in je gotovo, je rekel, tujce, popotnike je treba sprejemati, jih je vzel pod streho, imel je 2 ovci, so čakali, da je namolzel mleka in tisti, kaj že, riž, ali ne vem, kaj je že imel, in je skuhali, so tisto jedli, in potem pridejo podnevi, drugo jutro, ljudje, kje je Mesija, pa kaj je to, on pride, pa kaj si ti Mesija, ja. In ker je, kljub temu, da ga ni poznal, ga je sprejel, potem, ko je vstal od mrtvih, pri vseh ljudeh se je 1-2 minute pokazal in je zginil. Pri njemu pa je šel in rekel, da je prišel na kosilo, sedel z njim in mu počakal, da je imel tiste golobe, so takrat jedli in ubil goloba in spekel in naredil kosilo in z njim sta skupaj jedla. Bile kakšne 4-5 ur je bil tam in potem je šele šel. Ne. Tu hočem reči, koliko je pri njemu vredno sprejemati popotnike in neznance in jih pogostiti in narediti dobro nekomu, ker vsakom, komu narediš dobro, narediš njemu. Je rekel, kar ste enemu mojih najmanjših bratov storili, ste meni storili. Ne. Tu bi tudi se navezal na tega papeža sedaj, ki tako poudarja solidarnost in gostoljubnost do neznancev in beguncev in vse druge. Tukaj vsaka čast temu papežu Frančišku. Hvala lepa za vaše mnenje. Bi se pa zdaj mogoče malo osredotočili na to, kaj je Marija Valtorta vse napisala po nareku Jezusa kot duša žrtev na posteli, ker je Jezus razlagal evangelij in je videla tudi slike. Najprej smo omenili tukaj 19 knjig prevedenih v slovenščino in sicer spev o Bogu človeku, potem pa ali pa evangelij, kakor mi je bil razkrit. Torej, evangelij, kakršen mi je bil razkrit, je v našem prevodu. To je njeno verjetno glavno delo, potem smo pa slišali gospoda Mateja, da on zdaj prevaja, poleg tega pričakujemo zdaj novi prevod z svojo ekipo, kvaderni ali knjižice. O čem so te knjižice, gospod Matej? Ja, res je, glavno delo Marije Valtorte so te knjige, ki ste jih omenili, evangelij, ki je bil razkrit. Poleg tega je napisala tudi druga dela. Ena izmed njih so te knjižice, kjer pa Jezus res je prilagojeno tudi današnjemu času, razlaga še vse druge, bi rekel, nebeške resnice. Ne vem, govori o teh dušah žrtvah. Ena knjižica je posvečena mučenikom, potem govori o Antikristu, potem ena je o mučenikih, ena je priprava na smrt. To so res take izjemno bogate teme, kjer je zapisano v Svetem pismu, še veliko drugih zelo pomembnih stvari, ki te res pritegnejo. Ne vem, ena izmed, če povem en primer, opisuje, zelo se dotakne tudi v eni knjižici tega izvirnega greha in opisuje, kako sta Adam in Eva, ko sta živela v raju. Ima res je bilo vse dano, sta brezskrbno živela v izobilju. In ko sta storila ta greh, in ko sta bila izgnana iz raja, sta se pač pa mogla spopasti s vsakodnevnimi opravili. Adam je obdeloval zemljo, ampak nekako sta, piše, začutila, sej tudi brez Boga, sej tudi tako slabo nama pa tudi ne gre, sej je kar v redu. Do tega trenutka, ko Kain ubije Abela. Takrat pa pravi, ko pa starša začutila smrt svojega ljubljenega sina, to jo pa
to je pa tako prizadelo, takšno bolečino globoko sta začutila in šele takrat sta spoznala, kaj sta storila oziroma kaj v bistvu s tem, ko je hudič vstopil v človeka, česa je človek zmožen storiti. Ne. Takrat sta se pa šele zavedala, kaj je zdaj to pomeni, ne, za človeštvo. To je tak primer, teh je res nešteto. V bistvu samo te knjižice zdaj res prebiram, vedno znova odkrijem kaj novega. In sem rekel, to je treba prevesti v slovenščino, da bi res in čim več ljudi to bralo, no, samo to. Kdaj lahko pričakujemo vaš prevod, da bo izdan v javnost? Ja, teh knjižic je več kot 10, sedaj so prevedene 4. Ti prevodi so res zahtevni, ker naša želja je, da so prevodi res zelo kvalitetni. Zato si raje vzamemo malo več časa, da res težko je tudi dobiti dobre prevajalce za to vrstno literaturo. Tako da težko rečem, ampak bomo pa postopoma. Ne. Jaz v prvi fazi računam, da bomo izdali 6 knjižic, potem v drugi fazi pa še nadaljnjih 6. Prva faza upam, da bo nekje drugo leto. No. Gospod profesor Pojavnik, katere knjige, ki jih je ona napisala, so še pomembne oziroma bi jih morali omeniti pri njenem delu, eventualno tudi prevesti za nas, za naš majhen slovenski narod, za rešitev duš? Da, to so, kot je gospod omenjal, zvezki 1943, verjetno on prevaja svojo ekipo, te zvezke, potem so pa še zvezki 44 in potem tretja knjiga pa zvezki 45-50. Potem je pa še komentar pisma Rimljanom. Torej, pismo Rimljanom je zelo težko, dogmatično, zelo težko in tukaj imamo komentar, torej, ki ga je ona po navdihovanju piše, torej prejela od Svetega Duha, komentar zlasti prvih 8 poglavij pisma Rimljanom, ki so dogmatično najbolj težka, ne, so bila vedno trd oreh tudi za teologe, za dogmatike. Je teh prvih 8 poglavij pisma Rimljanom tako pomembnih, da je Sveti Duh posebej, recimo Sveti Duh kakorkoli, Očetov Duh posebej razlagal Mariji Valtorti ta poglavja. Da, to je bilo. Torej, jaz sem večkrat bral ta poglavja, torej se mi zdi, da nekaj malega sem razumel, tudi cerkveni očetje so nekateri, ne vsi, nekateri so komentirali pismo Rimljanom, recimo sveti Janez Krizostom, obstaja njegov komentar. Ampak to je zelo težko, ne, torej, seveda tale Valtorta ima mističen jezik, ona je bila tudi pesnica, ona je imela dar pesništva, torej in te vizije in nareki, ki so, je zelo težko prevajati, ker je mističen jezik in deloma, kot sem omenil, tudi pesniški jezik. Ampak seveda je to zelo bogata stvar, torej visoka mistika. Ne. Hvala. Gospod Tone, ste htel nekaj dodati? Ja, od Valtorte, to me je nagovorila, to me je šokiral njena razlaga izvirnega greha. Pač so pravi, da tudi nekateri drugi eksegeti mislijo, da je bil ta izvirni greh v bistvu spolnost, da sta Adam in Eva prekršila Božjo zapoved, to je bila, da bo on ustvarjal otroke oziroma naj počakata, dokler da jim bo on rekel, kako bo sta spravljala otroke na svet in da sta ona dva to prekršila in mimo Božje volje spočela tega otroka. Tudi je bil Kain, recimo, ki je bil prvorojenec. In potem je rekel Bog, zdaj boš pa rodila otroke, ki si ti tako želela, če ne boš pa morilka in prešuštnica. V tem smislu. To je bilo.
Ona ni tako rekla, ampak to pomeni. Ne? Ja, no, to je bolj vaša razlaga. To je druge povedal, recimo on komentiral to zapoved ne čistuj. Ne? In je začne s tem, da zakonci, ki preprečujejo spočetja, grešijo. In potem tukaj je, zato meja od dobrega in zlega je pomembna ta okrožnica, ki jo je papež izdal Pavel VI, torej o posredovanju človeškega življenja, pa še druga so išle pred tom. To dobro postavljajo mejo, kje je greh, pa kje ni greh. Ampak da ne bomo šli v to temo. Jaz sem mislil, gospod Pojavnik, ali ni bilo tu v pismu Rimljanom razlagano tisto protestantsko stališče, se pravi, da se človek reši samo po veri in ne po dejanjih, in da je tu potem, bi rekel, ravno pomembnost tega pisma Rimljanom, da se razloži pravi nauk. Ali je to, sem se motim, ali je bila tu neka povezava z protestantskim gledanjem na odrešitev? Da, v ozadju imamo Lutra pri protestantih, ki je torej napačno razlagal pravičenje, torej tako imenovana fiducialna vera, to se pravi samo zaupati, da si pravičen in da niso potrebna dela. Ne. Zato je tudi Luther črtal in protestanti ne priznavajo pisma apostola Jakoba, ker tam je jasno rečeno, da vera brez del je mrtva. Ker je to nasprotovalo Lutherovemu nauku, zato je on črtal pismo Rimljanom, ne pismo apostola Jakoba. Pač pa v pismu Rimljanom, torej je v 7. poglavju posledice izvirnega greha, čisto jasno so tam navedene posledice izvirnega greha in da brez Božje milosti, s katero mora človek sodelovati, ne more biti upravičen. Ne. To je celo 7. poglavje in potem 8. poglavje, ki govori o tem, da upravičeni človek ali kristjan, tisti, ki je bil krščen, mora sodelovati z milostjo Svetega Duha. Ne. Mora sodelovati, tam je čisto jasno razloženo. Ne. Ampak Luther je zaradi svojih torej nazorov je parcialno razlagal Sveto pismo, je zašel v herezije. Ne. Hvala lepa. Omenili smo torej, da je knjiga Evangelij, kakor mi je bil razkrit, celotna serija je prevedena, v slovenščino se prevajajo kvaderni. Ali so še bili prej kakšni prevodi, še obstajajo kakšni prevodi v slovenščino del Marije Valtorte, ali je to, se pravi, pismo Rimljanom verjetno ni prevedeno, ali so še kakšni drugi prevodi obstajajo? Kakor je meni znano, ne. Da ni nobenih drugih prevodov? Te zvezke, kvaderni in pismo Rimljanov, pač jaz berem v hrvaškem jeziku, oni pa to imajo. V hrvaščini pa je vse prevedeno, ne? Ja, in zelo res dobri prevodi, zelo dobri prevodi. Pa bi se dotaknil še ene teme v zvezi z Marijo Valtorto, da ne bodo nekateri rekli, da nismo povedali vseh resnic. Torej je bila Marija Valtorta kot zadnja knjiga, ki je bila postavljena na indeks prepovedanih knjig pred drugim Vatikanskim koncilom. Po drugem Vatikanskem koncilu pa mislim, da je ta indeks prepovedanih knjig ne velja oziroma je bil ukinjen. Ali mogoče kdo ve v zvezi s tem, kaj, pa bi kar začel pri gospodu Tonetu. Kakor jaz vem, to sem pač slišal, ampak ona je to zelo prizadelo in kot piše, da je dobila potem živčni zlom, čeprav je bila opozorjena od Jezusa, da se bo to zgodilo in potem ni več zmogla potem normalno komunicirati z drugimi ljudmi, razen s tisto žensko, ki jo je stregla, no, nekako. Torej, to je njo prizadelo takrat. Ja, kakor jaz vem o tem.
Hvala lepa. Mogoče gospod Pojavnik bo povedal, kako to, da je prišlo to na indeks. Gospod Matej, ali vi veste kaj v zvezi s tem? Ne, Niste informirani o tem? mene ta ozadja niti toliko, veste, ne zanimajo, kaj je kdo. Meni je važno, da ta besedilo, da ko to bereš, da občutiš, da je to res neko zelo bogato čtivo, kaj si pa drugi mislijo, pa nisem se s tem obremenjeval, tako bi rekel. No, v glavnem to je ena informacija, o kateri bi pa profesor Pojavnik bolj vedel. Gospod profesor, kako to, da so se dela Marija Valtorte, vsa dela ne vem, ali samo ta evangelij, ki mi je bil odkrit oziroma razodet, ali pa vsa njena dela so se znašla na indeksu prepovedanih knjig pred drugim Vatikanskim koncilom. Kako se je to zgodilo? Torej, kolikor je meni znano, to ni bilo pred drugim Vatikanskim koncilom, ampak šele po njeni smrti. Po njeni smrti in sicer ta njena dela, ker ta dela so bila prepisana in potem so bila tisti škofiji, ona je šla po redni cerkveni poti, da bi tisti škof to priznal, ampak nekdo, ki je bil na škofiji, ne točno se spomnim, je spravil vsa ta dela Marije Valtorte, je spravil nekaj in je rekel, nikoli več ne bodo videla svetlega ta dela. In kmalu po tistem je on umrl, je Bog interveniral in tista dela so prišla nazaj na svetlo. Ampak nekateri so bili nasprotni, že v času njenega življenja, se vem, potem tudi po smrti. In torej papež Pij XII, ko so mu dali ta dela Marije Valtorte, je rekel, kdor bo bral, bo razumel, ampak se ni izjasnil, ampak je rekel, kdor bo bral, bo razumel. Torej takrat je imenovani sveti ofici, to so bili zelo strogi teologi, kako recimo in primer Dolindo Rotolo iz Neaplja, ki so mu zaradi nekaterih del prepovedali, torej so mu vzeli duhovništvo, je bil suspendiran, ni mogel maševati. Je 20 let hodil k obhajilu, oblečen v štolo, je imel prepovedano, ampak on je pisal tudi komentarje o Svetem pismu, ki so objavljeni v Neaplju. Torej tudi njega je ta sveti oficij obsodil, ampak danes poteka proces za beatifikacijo tega Dolindo Rotola in zelo cenijo njegova dela. Takrat so bili kriteriji, nekateri so bili racionalisti v tem svetem oficiju, zato ko je Pavel VI videl, da delajo več škode kot koristi, je ukinil ta seznam prepovedanih knjig. Torej ukinil, ker tukaj je videl, da nastajajo težke stvari. Koliko se jaz spomnim, ko sem takrat to gledal, je bil takrat za to posebej odgovoren en kardinal Ottaviani. No, on je bil posebej vodja tega oficija in so potem dali samo en teološki razlog. Zakaj? In ta teološki razlog je bil, da imenujejo dela Marije Valtorte, Marijo, Mater Božjo, imenujejo kot drugorojena. In to je bil edini teološki razlog, koliko sem jaz takrat to študiral in razumel, da to naj ne bi bilo teološko pravilno. In pa potem so bili še neki drugi strahovi, da bodo ljudje brali ta dela Marije Valtorte in ne bodo potem brali evangelijo. To so bili pa taki neki neteološki razlogi. In to, da se Marija imenuje v teh spisih drugorojena, je spet vprašanje debate teološke, kako je to mišljeno. In ni nujno, da je to res potem tudi krivo versko zaradi tega.
To se mi zdi zanimivo. Ste to kaj povedali, gospod Pojavnik? Ja, to, ki sem hotel reči, da oni so se zmotili. Oni so se zmotili zaradi tega, ker Leon 13. ima ta izraz, da je Marija drugorojena. Ne? In Pij 12. ima prvorojena hčerka, očetova prvorojena hčerka. Kristus je prvorojenec vsega stvarstva, kakor uči apostol Pavel. Ampak Marija, kakor je v dogmatični definiciji o brezmadežni, je bila od vekomaj združena s Kristusom, od vekomaj v Božjem načrtu, zato je ta izraz pravilen. Drugorojena, ne? To imajo papeži, Leon 13. in Pij 12. Ne? Torej, sami papeži so to uporabljali. Ja. Da, oni so se zmotili. Torej, zdaj, ko smo povedali, pa nekaj pričevali tudi o teh delih Marije Valtorte, bi pa vprašal še tudi, recimo teološko vas, gospod profesor, najbolj, ali je to torej zdaj dovoljeno brati, ali je koristno brati, tem smo se več ali manj vsi skupaj zelo edini, da je koristno brati, nadvse koristno, ampak ali je to zdaj dovoljeno brati, če ni več tega indeksa in pod kakim statusom so potem ta dela, recimo, danes v katoliški cerkvi? Da, tukaj imamo tole, da drugi Vatikanski koncil je temelj druge evangelizacije, oziroma nove evangelizacije, ker krščanski narodi so se sekularizirali, zato je potrebna nova evangelizacija. In drugi Vatikanski koncil je temelj in to je delal potem Pavel VI in zlasti Janez Pavel II, ki je bil eden največjih evangelizatorjev v zgodovini. Torej, ker je potrebno poznanje evangelija, ker samo v evangeliju je rešitev, ker evangelij je večen. Ne? Zato vse tisto, kar nam pomaga, da zopet vstopimo v skrivnost Kristusove evangelija, v katerem je naše večno zveličanje, je treba priporočati in brati, ker kristjani, katoličani berejo neštete stvari, ampak ne evangelija. Ne? Ker evangelijo je res vse strnjeno, je zelo strnjeno. In ni poznana razlaga cerkvenih očetov, ki so bolj na široko razlagali evangelij. Torej, to ni poznano, zato še kako je potrebno brati to Marijo Valtorto, ki nam omogoča, da globlje in bolj na široko spoznamo Kristusov evangelij. To je treba zelo priporočati. Gospod Stone, vi priporočate branje del Marije Valtorte? Gotovo. Zakaj? Ja. Samo to še. Koliko imajo izkustvo, ljudje ali takoj primajo začnejo brati, ali pa sploh ne berejo. Torej, zakaj mislite vi, da je bilo treba brati? Ja, ker je to čudovita zgodbe so notri in se jih je zelo lepo brati in človek uživa. Pač zaradi užitka lahko rečemo, če ne drugo. Torej, kakšen telesni užitek ali duhovni? Ja, to je duhovni užitek. Duhovni srčni užitek, se pravi, tu vas je nekje nagovarja, priporočate branje v teh knjig, tudi da jih nabavijo. Torej, vi priporočate. Ja, jaz bi dal vsak zadnji dinar, da bi jih kupil. Zadnji denar bi dal, da bi kupil. Dobro. Gospod Matej, zakaj vi priporočate branje del Marije Valtorte? Ja, kot sem omenil, oziroma kot je tudi omenil gospod profesor, posebno teh evangelij, ki je bil razkrit, je zelo, tam opisuje pač Jezusovo življenje. Ne? V teh knjižicah pa se Jezus dotakne tudi številnih drugih tem. On omenja, na primer, neke znanosti, ali darvinizem, ali komunizem, ali ne vem, različni filozofi, neke dogme, ki samo želijo ljudi odvesti stran od Boga, da je Bog stvarnik. In spomnim se tega stavka, ko Jezus pravi, imate evangelij, drugega ne rabite. Zato jaz drugih knjig niti
me toliko ne pritegne, ampak res te zvezki, ko Jezus res opiše te večne resnice, tudi take življenjske stvari opisuje, naprimer, govori o tem, kako je v bistvu žalostno, oziroma kako so ljudje zaslepljeni. Jezus pravi, življenje se bo začelo šele po naši smrti, takrat se šele začne. Mi si v tem tu življenjskem svetu samo tlakujemo oziroma si določamo našo pozicijo po naši smrti. In ljudje se tega premalo zavedajo. Jezus pravi, konkretno pove, 2/3 ljudi, da bo pogubljenih. Mislim, to te res pretrese. 2/3 ovice in samo približno 10% ljudi naj bi res prišlo direktno v nebesa. Mislim, polno takih je res, opisuje take konkretne stvari, kot te res pritegne. No? Res neverjetno. Ja, tudi jaz bi lahko zelo priporočil branje Marije Valtorte, kajti vas bo, dragi gledalci, nagovorilo v srcu. Je izredno duhovna knjiga, ki razodeva duhovno evangelij in jo lahko iz srca najbolj srčno priporočam vsaki duši, kajti v njej boste spoznali evangelij in našega ljubečega Kristusa. Res toplo priporočam tisti, ki bi radi duhovno rasli v ljubezni do Kristusa in v milosti Svetega Duha. Torej jaz osebno priporočam. Gospod Tone, vi ste htel še nekaj reči. Ja, jaz bi priporočal, da bi kupili tudi hrvaške knjige, ki so še na Jelsi na otoku Hvaru, ker te knjige so prevedene po zadnji italijanski izdaji in so nekateri teksti, Jezusovi komentarji odstranjeni iz teh knjig in tam pa se dobijo. Jaz trenutno berem knjige, hkrati gledam v hrvaščini in slovenščini in vidim, kateri teksti, ki jih ni v slovenščini, so samo v hrvaščini in so dobri teksti, se jih splača tudi tiste brati. Jaz bi priporočal, da tudi hrvaške knjige kupite. Jaz sem mislil, da nikoli več ne bom bral hrvaških knjig, ko sem prišel iz vojske in potem pa sem dobil Valtorto, sem se potrudil, da sem znal hrvaško brati. Hvala lepa. Doktor Pojavnik, vaša je zadnja beseda pri tej oddaji. Kaj vam še leži na srcu, kako bi vi zaključili ta naš pogovor o delih Marije Valtorte? Da, tukaj bi omenil profesorja Roskinija, ki je bil eden največjih teologov v katoliški cerkvi v 20. stoletju v Italiji. On je bil navdušen nad odlomki, ki so v tej knjigi o Devici Mariji Božji materi. Tako da je rekel, tako lepih stvari pa še nisem našel nikjer na svetu. In on je zbral te odlomke iz Marije Valtorte in jih izdal v posebni knjigi, posebni knjižnici. Torej tukaj je Devica Marija tako prikazana, tako opisana, tako je rekel on kot specialist za mariologijo, da kakor nikjer drugje. Torej rekel bi, da če je Marija tako opisana, da se on začudil in čudil, potem, ker je Marija, tam je tudi Jezus. Ne? Tudi Jezus je res čudovit v tej Mariji Valtorti. Hvala lepa. Jaz bi s tem zaključil našo oddajo. Spoštovani gledalci, dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in verjamem, da velika večina, če vas bo prijelo v roke knjige razodetja Mariji Valtorti, boste navdušeni. Mogoče ne vsi, nekateri ali pa velika večina pa boste. Zato, če želite več ljubezni do Boga in več ljubezni do Gospoda Jezusa Kristusa, če želite duhovno zrasti, berite
in se poglabljajte v Marijo Valtorto in njeno razodetje. Hvala Jezus in Marija.